vas zanima, kaj je festival ulične glasbe, ali kaj? Festival ulične glasbe je poskus uglasbitve mesta. To je 3-dnevni glasbeni festival, ki se dogaja v Ljubljani. Na njem nastopa 26 različnih glasbenih skupin, ki vse skupaj v 3 dneh odigrajo 54 koncertov v živo, brez playbacka. Zelo sem navdušen, da sem igral na tem festivalu, ker sem spoznal in srečal različne ljudi, zelo različnih starosti, ki imajo več ali manj veze z glasbo. Sprehodi neskončno kratki, burijo čutnic, domišljijo, igra med nama, nesejo spontani veter, kot da sva rasla med rožami. Vse se premika, vse se giba, vse vrti se, vse gre naprej po svoji poti. Ljudje hodijo sem pa tja, tako da to, kar smo želeli ustvariti, je neko vzdušje, ki se lahko pač vsak malo ustavi, pa malo prisluhne, pa nekako pozabi na ta živ žal, ki je cel življenje, treba iti tja, treba iti sem. Tako da no, to energijo smo skušali izpostaviti. Tako da ideja festivala se mi zdi zelo fajn, ker v bistvu zbazla na plano veliko glasbenikov, veliko dobre glasbe in mislim, da take stvari je treba pač definitivno podpirati, ker veliko glasbenikov tudi mladih, ne? Tako da mi rabimo priložnost, da lahko igramo. Vzameš osnovo, malo defektna struna, po posluhah naprej. Na uho je to uglaševanje po ušesa, ki med glasbenike velja za edino pravo in najboljšo uglasitev. Evo, ta je pripravljen. Gabri je izprobal onega drugega. Vprašaš nekaj, ko pride sem. Zdaj enkrat bo tam. Jaz imam sicer kot pianist malo manj izkušen z igranjem na ulici, ker je večinoma zelo težko, da bi kakšen klavir šel na ulico. Ulica je zakon. Drugače je igrati na ulici. Vsak glasbenik bi mogel tudi to izkušnjo dati skozi profesionalno. Jaz od začetka smo igrali non-stop, smo bili na ulici vse posebej. Od Amsterdama do Ljubljane.
precej kul, ker da neko svobodo. Sicer še vedno ne bom šel tlele, pa fušel, še karkoli, ampak probam tako, no, da vsem poštevam ta folk. Ampak ne moram se vsakmu prilagoditi, pa špilam tisto, kar meni paše, ampak to je pa tako zraven, a veš, če nismo ful komercialna muzika, pol gremo malo na ulico špilati, pa imamo za sprotne, pa unih par špilov, ki dobimo na mesec. Me fascina la iniciativa y volveré. Y si hay otro festival de música jazz, me encantaría. I like it. Actually, yes. Ker prijetna, pa tudi niso nasilni, lepo v ozadju. Tako da, če češ, sodeluješ, poslušaš. Če ne greš pa mimo, pa rečeš dober dan. It's very fresh music, yeah. Skratka, muzika dela. To človek posluša ravno toliko časa, kot te hoče. In kar se mene tiče, mi je bilo na ulici najboljša stvar, se mi je zdela, ko sem videl nekoga, ko se mu nekam mudi, ne? Potem se recimo ustavim in poslušam 4 pesmi. Takrat si pol bil vesel, si vedel, ok, to bo očitno res nekomu všeč. Simplesmente não viu que ficou. A vida foi, a vida foi. No frente você simplesmente não viu que ficou. Ja, meni je bilo da best, zato ker sem prvič igrala na ulici. Sem si od nekdaj že želela, tako da sem ful vesela, da sem dobila to priložnost, da lahko igram. Je da best, a ne? Ja, super. Pripravljenega folka, hodili so, ne vem, so bili Kitajci, kaj so bili. Ja, so se slikali z nami, tako mora reči. Pa še prav sem, pa ko jaz špilam, pa on tako, pa drži selfie stick, tako se slika. Pa pol še žena, pa tako. Mi recimo dosti džemamo na ulici, ne? Mi imamo na pol pripravljen program, na pol je pa odprt. Recimo, če se pojavijo otroci na ulici, igramo bolj igriv stil neke skladbe. Če se pojavijo starejši ljudje, ne vem, bolj drugače. Kako se ta interakcija, ki je recimo nekje, kjer je oder, pa višina, pa ne, z tega je težje ustvariti. Se mi zdi vredno poskusiti razmisliti vsaj, tudi o celotni zvočni podobi mesta, na kak način, kje se postavljajo dogodki, kje je glasba, mogoče pustiti tudi kak del čist miren, čist tih, da sem mogoče ptički pojejo. Ta tišina je ful pomembna za glasbo. Say
mi igramo samo avtorsko glasbo, da pa vidimo, kateri komadi se jim všeč, predvsem iz tega vidika. Ne. Tako da vemo tudi v repertoarju, kam kaj ideti, recimo da vidimo, ljudje se morajo malo zbuditi, dajmo ta komad, zdaj so že, dajmo jih malo umiriti, zdaj že divjajo preveč, dajmo malo staviti. Tako da je tudi ena taka dost raziskovalna dejavnost prostovoljca. Okrog ničesar ne reši izgledi, misli v glavi vodi, je oddaljec stran, upanje vred sebe, ko si že tam. Mislim, da tukaj super, vidimo tudi druge glasbenike in malo uživamo v glasbi, tako da je zabavno. Ovdje je još prva liga, rock, svaka čast. Vidve se imamo tudi zelo lepo vreme, dobra glasba, odlično je. Meni je všeč, da mladi glasbeniki in ustvarjalci imajo novo priložnost, a ne Ljubljana to potrebuje. Tako da še tako naprej. Kakšnim letom so v Ljubljani sprejeli neko odredbo, da se lahko igra samo po 4. uri do 10. zvečer. Ampak to pomeni, da je Ljubljana do 4. popoldne, kar se tega tiče, mrtvo mesto. Tega si pa po mojem na dolgi rok nihče v Sloveniji ne želi. Val ulične glasbe smo zaključili z večerno cirkuško, lutkovno glasbeno predstavo Or, izvedbi Robert Cirkus, v sodelovanju z Življenje na nitki in Ribnice. Mi smo poskusili nekako pripeljati skupine, ki jih ne bi uvrstili v zabavno glasbo, ampak je to prej nek kulturni program. Probali smo prostor nekako zapolniti z kvalitetno vsebino in z glasbo, ki jo morda ne slišite vsak dan, ali pa nimate priložnosti slišati na bolj poznanih kanalih. Mislim, da nam je tokrat to lepo uspelo, ljudje so hodili nasmejani okrog po Ljubljani. In upam, da bomo v prihodnosti to še kdaj ponovili. 1, 2, 3.